Hvala lepa za povabilo. Tako mogoče na kratko, da se vseeno predstavim, a ne, da me nekdo ne bo zamešal z mojim mogoče malo bolj znanim soimenjakom. Večinoma učim pa raziskujem na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, delam na področjih privzemanja tehnologij, poslovne analitike, menedžmenta poslovnih procesov pa digitalizacije. Majčkeno več s fokusom mogoče na oskrbovalnih verigah, logistiko, distribucijo. Pa da ne bom predolg, ker smo časovno omejeni, če koga zanima več o meni, jaz sem prepričan, da me najdete na prvi strani Googla ali pa tudi kak LLM, malo bolj podrobno lahko kaj več o meni napiše. Zdaj, zakaj je namen tega moje uvodne prezentacije oziroma bom rekel predavanja, ne? Namen je ne zdaj biti preveč teoretičen, ampak osvetliti nekaj konceptov, ki so skupni oziroma podlaga vsem praktičnim primerom, ki bodo predstavljeni v nadaljevanju, a ne. Že v bistvu gospod Čutanovac je omenil, kaj pravzaprav bo vsebina v nadaljevanju. Jaz bi pa rad tej vsebini dal neko, v narekovajih, teoretično ali pa konceptualno podstat. In prva taka tematika, ki se mi zdi pomembna, da se jo razume v kontekstu podatkovne analitike, je, kako razumemo vrednost informacije v času, predvsem poslovno vrednost. Zdaj, vsakič, ko se v poslovnem okolju zgodi nek dogodek, je treba na ta dogodek reagirati. Zdaj, je to nek operativni proces, je to nek odločevalski proces, je seveda odvisno od situacije. Ampak pogosto se zgodi, da ob reakciji na ta dogodek, če želimo ustrezno reagirati, potrebujemo neke podatke. Zdaj, ti podatki so lahko vnaprej identificirani, in že vnaprej zajeti, ampak pogosto se pa zgodi, da ne samo, da jih je treba ugotoviti, katere podatke potrebujemo, jih je treba tudi še zajeti. In tu seveda mine nekaj časa. Potem je seveda te podatke potrebno analizirati, spet nekaj časa mine, da pridemo do recimo nekega izvedenega ukrepa, ki je posledica tega dogodka. Zdaj, če dam tak preprost operativen primer, ki je visoko strukturiran in tudi pravzaprav avtomatiziran. Pač dogodek, stranka pride v trgovini na blagajno, tam se zgodi seveda zajem podatkov, ko se poskenirajo črtne kode, te podatki se takoj obdelajo, analizirajo, se uparijo z matičnimi podatki v informacijskem sistemu in izveden ukrep je izdan račun. In to se zgodi izjemno hitro. Zato, ker je operativni proces visoko strukturiran in ker ni nobene potrebe po zbiranju podatkov, ker vse že imamo na voljo in tudi vnaprej je bilo predpisano, kako se podatki obdelamo. To je sicer zelo trivialno, vendar pristop pogosto enak na odločevalski ravni, kjer pa izziv ni samo hitrost, ampak tudi katere podatke sploh potrebujemo. Tam pa vnaprej včasih niti ne vemo ali pa je treba konkretno razmisliti, kaj bomo za odločitev potrebovali, katere podatke. Cilj pa seveda je, da ta proces poskušamo čim bolj skrajšati. Se pravi, skrajšanje časa med nekim poslovnim dogodkom ter izvedenim ukrepom. Zdaj, kako lahko to naredimo? Se pravi, vnaprej specificiramo, katere podatke potrebujemo, na kakšen način bojo zajeli, da morda ti podatki že na voljo, ko do nekega poslovnega dogodka pride, in seveda tudi vzpostavimo neke postopke, kako te podatke analizirati, da bomo potem bolje lahko izvedli ukrep. In zdaj, veliko odločevalskih procesov se da vsaj delno strukturirati, in s tem lahko vnaprej opredelimo vse te stvari. Seveda najslabša možnost, ki se nam pa tukaj lahko pojavi, je pa, da do podatkov nikoli ne pridemo, ali pa da pridemo prepozno. V tem primeru seveda se potem je treba zanesti na intuicijo, ki pa deluje pravzaprav, človeška intuicija zelo podobno deluje, več, ko imam izkušenj, več sem zajel podatkov, če hočete, v preteklosti, in bolje se lahko intuitivno odločim, tudi brez recimo neke pomoči podatkovne analitike. Tako da, kot rečeno, cilj tukaj je, da skrajšamo ta proces na čim krajši čas. Idealno seveda nič. Treba je poudariti, da ta krivulja tukaj je zdaj pač taka, kot je narisana, je pa seveda od situacije odvisno, kako se ta poslovna vrednost dejansko spreminja. Lahko je nekaj časa, pravzaprav, lahko je ta krivulja tudi ima neke diskretne prehode in tako naprej. Zdaj seveda vse to lahko naredimo s pomočjo podatkovne analitike. In ker imamo v nadaljevanju kar precej primerov, različnih primerov, različne uporabe podatkovne analitike, bi mogoče tukaj za uvodoma samo naredili kratek pregled, kakšni so tipi podatkovne analitike, kakšno ali pa kako, kako uporabljamo podatkovno analitiko. In zdaj, če se vrnemo k temu, kaj je podatkovna analitika, podatkovna analitika je v bistvu, če tako rečemo, neka metodologija, ki
veliko poslovno vrednost prinašajo in pa v končni fazi, tudi kako zahtevni so za uvedbo. Tako da začnemo, z najmanj zahtevno analitiko in mogoče tudi običajno za najnižjo potencialno poslovno vrednost je opisna analitika, s katero pravzaprav opisujemo, povzemamo neke zgodovinske podatke, za zagotavljanje recimo nekih vpogledov v poslovanju. Ne vem, to je recimo podatki, ki jih lahko dobimo na neki nadzorni plošči, ki pravzaprav se napaja iz preteklih podatkov, in recimo nek konkreten primer bi bil recimo nek spend analysis ali pa analiza porabe. To je ta tip analitike pravzaprav najlažji uvesti, zaradi tega, ker običajno so podatki že na voljo kar v sami organizaciji, bodi si v ERP sistemu ali pa kaj druge, in pravzaprav ni treba se kaj dosti ukvarjati z samim zagotavljanjem podatkov. Potem naslednji tip analitike je, zakaj se je nekaj zgodilo, se pravi diagnostično. Se pravi, poskušamo razumeti, zakaj se je nek dogodek zgodil, do katerega smo lahko tudi potencialno skozi opisno analitiko prišli. Tukaj lahko seveda ugotavljamo neke vzroke določenih dogodkov ali vzorcev. En pristop je recimo root cause analysis oziroma analiza temeljnega vzroka. Potem naslednji recimo korak je napovedna analitika. Jaz mislim, da tukaj imamo v nadaljevanju kar nekaj primerov lepih, kjer pa uporabljamo, kombiniramo tako zgodovinske podatke, trende in potem seveda različne algoritme ali pa neke modele strojnega učenja za napovedovanje prihodnosti, od tod napovedna. Se pravi, napoved povpraševanja. Recimo, ne vem, zdaj tukaj gledam skozi okno, vi ne vidite levo, na moji strani je okno, gledam ven vreme, poskušam napovedati povpraševanje, ne vem, po oglu za žar, in zdaj kaj bom upošteval? Upošteval bom morda letni čas, upošteval bom vremensko napoved, se pravi neki zunanji podatki, upošteval bom praznike, upošteval bom seveda tudi pretekle podatke, ki sem jih imel recimo tudi že v okviru opisne analitike, da bom naredil nek napoved prodaje recimo oglja v naslednjih nekaj tednih, ko bo lepo vreme ali pa tudi ne. In zadnji tip podatkovne analitike je pa predpisovalna, ki pa pravzaprav kombinira vse te obstoječe in hkrati identificira, že pomaga identificirati tudi najboljšo možno poslovno odločitev. Se pravi, v smislu recimo pripravimo nek optimizacijski model, kjer recimo določimo lastno ceno proizvoda na podlagi količinskih rabatov ponudnikov surovin, na podlagi stroškov transporta, na podlagi tečajnih razlik, geografske lokacije dobaviteljev, kaj podobnega, kjer na podlagi vseh parametrov ali pa robnih pogojev, ki jih nastavimo, potem pravzaprav analitsko orodje samo predpiše, kaj naj naredimo. In tukaj je tudi neka pomembna ločnica med tipi podatkovne analitike, ki nam ponujajo vpogled v situacijo in pa tisti, ki dejansko že predpisujejo, kako naj ukrepamo. In če ste opazili, spodaj na osi X, imamo tudi zahtevnost uvedbe, in na podlagi tega bi morda predstavil enih par korakov, ki so skupni različnim tipom uvedb različnih podatkovnih analitik. Se pravi, kjer so tisti nekak standardni koraki, pa bomo tudi videli potem kasneje, zakaj je to pomembno pogledati. Prvi korak je, da ustrezno opredelimo cilje. Se pravi, cilji morajo biti povezani s strategijo podjetja in pa lahko izhajamo iz tega, bom rekel, smart pristopa, da morajo biti specifični, merljivi, dosegljivi, realistični in pa časovno določeni. V nadaljevanju si bomo en primer pogledali, recimo, kako se tega loti. Pogosto se namreč zgodi, da podjetja pri uvajanju analitike tale korak ali majčkeno pozabijo, ali pa pozabijo, da pravzaprav mora biti analitika še vseeno v funkciji zasledovanja strategije podjetja. Drugi korak, ki je pomemben, je določanje virov podatkov. Zdaj bodi so to notranji, zunanji, ali so to iz transakcijskih sistemov, ali so to neke IoT, ali je to vremenska napoved kot zunanji podatek ali kaj četrtega. Ključno seveda je, da zagotavljamo točne, popolne in pa zanesljive podatke. Potem je te tri podatke seveda potrebno pripraviti, ko vire identificiramo, je treba podatke sčistiti, preoblikovati, integrirati, da seveda zagotovimo njihovo doslednost in pa natančnost. Tem trem korakom, na katere se bomo vrnili, potem še v zaključku te prezentacije oziroma predavanja, sledijo potem še trije, se pravi, ko enkrat to imamo, je treba seveda, ko enkrat imamo opredeljene cilje, ko enkrat imamo določene vire podatkov, ko smo podatke pripravili,
pripravili, treba seveda izbrati orodja za analizo, razviti in validirati analitične modele in pa začeti uporabljati v vsakodnevnem poslovanju. Mislim, da te zadnje 3 korake bodo tudi moji oziroma govorci v nadaljevanju izpostavili. Jaz bi se pa pravzaprav rad osredotočil na nekaj drugega. In sicer na to, katere so temeljne ovire zdaj pri zagotavljanju, da na ta način uvedba podatkovne analitike, da je sploh možno. Zdaj, če pogooglate ali pa če poiščete različne raziskave iz zadnjih nekaj let, jaz sem tukaj dal gor samo eno, bodo vse nekako kazale v isto smer, in sicer, da so temeljne ovire pri uvedbi podatkovne analitike zelo pogosto povezane s tistimi prvimi 3 koraki, ki sem jih prej omenjal. In sicer, tale opredelitev ciljev, ki je bil prvi korak, se pravi lack of understanding how to use analytics to improve the business. Se pravi povezava, strategijo podjetja in tako dalje. Drugi pa tretji korak, sta pa povezana s tole temeljno oviro, določanje virov podatkov in priprava podatkov, se pravi ability to get the data. Zato v nadaljevanju oziroma v zaključku tele moje predstavitve se navežem samo še na kako pravzaprav ali pa kako zdaj kaj pravi teorija, kaj pa praksa. Mogoče si najprej pogledamo recimo za ta prvi korak opredelitev ciljev, kako je en primer recimo opredelitve ciljev, da so v skladu s tisto SMART, se pravi specific, measurable, achievable, realistic in time, metodologijo. Tule imamo en primer, ki izhaja mogoče bolj iz mojega področja, in sicer, da smo opredelili poslovni cilj, da želimo povišati zanesljivost dobav. Ta primer je povzet po Score Digital standardu, imate tudi tamle povezavo, gre za brezplačen referenčni model za oskrbovalne verige, ki pač seveda pravi, da če želimo povišati zanesljivost dobav, morajo biti naša naročila perfektno izpolnjena, se pravi perfect order fulfillment. Zdaj, kaj zdaj to pomeni? Kako narediti to zadevo bolj specifično, bolj merljivo in kako potem tudi opredeliti, da bo dosegljiva in realistična. Seveda, treba je ta cilj razbiti na merljive metrike. Se pravi, tule vidimo, če gremo recimo nekaj nivojev nižje, da so seveda prave količine dobavljene, da so pravi artikli dobavljeni, potem seveda z vidika zadoščenja recimo roku dobave, potem lokacije, kam je dobavljeno, potem da je zraven vsa ustrezna dokumentacija in pa recimo še neki ostale zahteve. Zdaj vidimo, če smo svoj KPI povišati zanesljivost dobav oziroma zanesljivost dobav lahko naredili zelo merljiv in zelo specifičen, potem bomo tudi lažje planirali, kako bomo to dosegli ali pa kako ga bomo realistično dosegli v nekem časovnem obdobju. Seveda je treba biti pač tukaj realist, če imamo trenutno 80% zanesljivost dobav, ne moramo zdaj ali pa težko planiramo, da bomo v enem mesecu dosegli pa 99%. Se pravi, zato je ta time komponenta v povezavi z realizmom in dosegljivostjo zelo pomembna. To je zdaj ta prvi korak. Pa drugi, pa tretji korak, pa lahko rečemo najprej dobro. Poglejmo si z vidika teorije. V teoriji je poslovno inteligenčni sistem sestavljen tako, da imamo spodaj tule tele podatkovne vire. To je bilo prej omenjeno. Imamo lahko operativne vire v smislu znotraj podjetja, imamo pa tudi neke zunanje podatke. Zdaj v teoriji je to zelo fajn reči, ja, potem pa mi seveda skozi nek integracijski nivo, preko recimo ETL-a, zajamemo in transformiramo te podatke, jih spravimo v podatkovno skladišče in smo zmagali in potem samo seveda še uvedemo različne načine uporabe teh podatkov pri poslovnem odločanju. To je zdaj teorija, to super zveni. V teoriji imamo en ERP sistem, ki pokrije 100% procesov v našem podjetju, pa vemo, da to ni res. V praksi imamo pa te vire podatkov precej bolj razdrobljene. Jaz sem tukaj jih razdelil na dve dimenziji, z vidika dostopnosti in z vidika integracije. Levo spodaj so tisti, ki so, bom rekel, najlažje dostopni, pa jih je najlažje integrirati, se pravi neki interni strukturirani. Desno spodaj imamo tiste, ki mislim, da so tudi del marsikatere prezentacije v nadaljevanju, ki so nestrukturirani interni. Bodi si, pogodbe z dobavitelji je primer, ko imamo nek PDF ali pa v nekem dokumentnem sistemu to shranjeno. Ali pa neki osebni Exceli, ti so moji najljubši, ker si vsak mogoče nek Excel pripravlja, pa imamo mi že neke podatke, ki so že do neke mere recimo celo obdelani, pa ne vemo čisto dobro, kdo ima katere. In seveda potem tudi zunanji, ki so pa potencialno težje dostopni in tudi težje jih je potencialno integrirati. Tako da, če zaključimo,
Podatkov je ogromno. Ne? Podatkov je ogromno, tudi potencialnih informacij, ki jih lahko dobimo iz teh podatkov, je ogromno, ne? Ampak potrebna je pa najprej jasna opredelitev strategije in z njo povezanih ciljev, ne? Da lahko sploh zberemo prave podatke, ne? Na podlagi analize katerih bomo potem lahko sprejemali dobre odločitve. Ne? In to nas pripelje do konca, ne? Do začetka spet, do tistega prvega, ne? Do prvega slajda, ki sem ga pokazal, ne? Če hočemo skrajšati čas do ustrezne odločitve, ne? Mora biti jasno vnaprej opredeljeno, ne? Kakšni imamo cilje, katere podatke moramo spremljati, da bomo lahko ustrezno reagirali za doseganje teh ciljev. Ne? In tule zaključna misel se mi zdi zelo zanimiva, predvsem zato, ker je stara približno toliko, kot jaz, ne? In sicer we are drowning in information and start for knowledge. Ne? To se mi zdi, da v zdajšnjem obdobju še posebej velja, ker imamo res ogromno ne samo informacij, ampak tudi podatkov, ampak imamo velike težave, kako iz teh podatkov zagotoviti ustrezne informacije za podporo odločanju. Tako da, to bi bilo z moje strani vse. Jaz upam, da sem dal neko ustrezno podstat za nadaljevanje tega webinarja in seveda, če bodo kakšno vprašanje, pa potem na koncu. Ne? Hvala lepa. Hvala lepa, Jure, za tole vsebinsko postavljanje okvira današnje tematike in tudi to usmeritev v poslovne cilje, v poslovno vrednost in, kot je rekel McKinsey, konkurenčno prednost. Zdaj pa vabim na virtualni oder gospoda Aljošo Želenjova, B2BI z predavanjem od Excela do podatkovne zrelosti s planiranjem v Power BI s primerom dobre prakse razvoja BI v Lenis in farmacevtiki. Aljoša, izvoli. Zdravo, hvala lepa za besedo. Pozdrav tudi vsem udeležencem. Aljoša je moje ime, prihajam z podjetja B2BI. Samo na kratko, zaradi tega, ker je pomembno za današnji prezentacijo primera dobre prakse, ukvarjamo se z implementacijo napredne poslovne analitike v podjetja. To pomeni, se je Jure že prej malo govoril o tem, pripravo podatkovnih skladišč, modelov, pripravo vizualizacije oziroma poročil znotraj okolja Microsoft Power BI oziroma Microsoft Fabrica. Na kratko povedano pomeni, da se povežemo na vaše podatke in jih z poslovnega vidika analiziramo. Ne želimo pa samo pripravljati grafkov, to je že zelo pase. Želimo biti udeleženi v transformaciji podjetij, da so bolj data driven, ker danes je enostavno reči, da se odločaš na podlagi podatkov, veliko težje je pa to dokazati. Tole ste lahko potem, ko bomo še pošerali, kaj več prebrali. Podjetje Lenis z njimi sodelujemo že več let, z njimi smo pripravili širše analize njihove prodaje, zalog, terjatev in obveznosti financ. Je pred časom oziroma pred kratkim potrkalo na naša vrata z zelo zanimivim izzivom. So regionalni distributer zdravil na recept, pokrivajo centralno in pa vzhodno Evropo. In zaradi narave njihovega dela je prodaja izjemno dinamična, se pravi, ves čas se na teh področjih odpirajo novi trgi in nove priložnosti. Zaradi kratkih dobavnih rokov, zaradi kratkih, se pravi, uporabnih rokov tudi zdravil, mora pa nabava delati 110-odstotno, zato da lahko ta zdravila, ki jih prodaja, napove, da bo prodala, tudi zagotovi. Trenutno, se naslov današnjega predavanja je malo dolg, ampak v osnovi pomeni, če se je Lenis prej ukvarjal s tem, da je planiral prodajo in nabavo preko Excelov, kjer so bile potem zelo nepregledni, neučinkoviti procesi, vsak je delal lahko malo drugače, kakšni Exceli so se izgubili, ko so gledali številke, katere so bile prave številke, je bilo ponavadi vprašanje. So iskali nek poenoten sistem, ki bi povezal oddelke prodaje in nabave in zraven vključil tudi analizo zalog, minimalnih zalog, bog ne daj, da gre kaj pod nič v napovedi, zato da so lahko pri delu boljši. Zdaj, jaz vam, prej so imeli ročno pripravo planov prodaje v Excelu, neenoten proces planiranja, zahtevno usklajevanje oddelkov. Jaz vam seveda njihovih analiz dotičnih ne morem pokazati, bom pokazal demo, kako to izgleda v praksi.
Se pravi, tisti, ki ste že seznanjeni z Power BI-jem, tole poznate kot tako imenovane nadzorne plošče. Kratek uvod tukaj bom naredil, zaradi tega, ker je pomembno za razlago. Trenutno se nahajamo na nadzorni plošči, ki kaže overview celotnega poslovanja podjetja, to so seveda demo podatki, v različnih oddelkih prodaje, finance, terjatve in obveznosti, s ključnimi KPI-ji, ki so vsak dan osveženi. In glede na to, da smo pri podjetju Lenis prodajo in zaloge že analizirali, smo iskali v bistvu nadgradnjo obstoječih projektov, smo rekli v redu, dajmo omogočiti način planiranja prodaje, pa da se to potem nekako poveže z nabavo, da nabava vidi takojšnje spremembe v prodaji in zna glede na status zaloge naročati od različnih dobaviteljev, vključujoče z različnimi dobavnimi roki. Zdaj, to v praksi pomeni, da če jaz stopim na primer v analizo prodaje, samo za tiste, ki niste najbolj seznanjeni s orodjem Power BI, tukaj so analizirani večmilijonski podatki prodaje, sicer demo primera. Ključni kazalnik je potem razložen po različnih dimenzijah, po časovni, po trgu, po prodajalcih, po ABC klasifikacijah in pa po produktni hierarhiji. Če me zanima, zakaj na primer sem imel junija največji odklon od prodaje, temno modra, glede na prodaje lansko leto svetlo siva, lahko na junij kliknem in vse vizualizacije se mi prilagodijo na moj izbor. In sem lahko zelo hiter, vidim, da je bil največji odklon na e-gorskih kolesih in če polnovzmetnih, in če to razširim, vem točno, za kateri izdelek v tem času je to šlo, na katerih trgih nismo dosegali. Se pravi, Power BI kot tak mi omogoča pripravo 101 zgodbe z eno resnico v ozadju. To so podatki za nazaj. Mi se pa ukvarjamo s tem, kako naj napovedujemo prodajo in kako se ta poveže z nabavo. Zato bom skočil na drug pogled, to je pogled forecasta, ki ga imam tukaj že pripravljenega. V forecastu pa poleg obstoječih podatkov in podatkov za nazaj vidim tudi rumene stolpce, to je napoved za naprej. Spodaj desno pri produktni hierarhiji zdaj vidite tudi matriko, ki omogoča, da lahko zdaj z vidika prodaje jaz nadzorujem in napovedujem, kakšna bo prodaja neposredno v orodju Power BI. To, kar je tukaj napovedano, se potem prenese, to so vrednosti v evrih, se prenese po kosovnicah v zaloge, kjer se zračuna, ok, če hočemo v evrih to prodati, je to toliko kosov, zato rabimo toliko sestavnih delov in tako naprej. Nabavnik na drugi strani ob nespremenjeni trenutni matriki vidi stanje, recimo, dajmo si en artikel vzeti znotraj cestnih koles, bomo razprli in bomo spremljali kolo HXF19 moško. Ob nespremenjeni napovedi prodaje lahko nabavnik na drugi strani, to je pa njegov pogled, vidi za vsako kategorijo koles in za vsako kolo točno po mesecih, kdaj ima problem, da gre pod minimalno ali pa kdaj, bog ne daj, gre pod nulo. In v našem primeru za cestno kolo, to je kolo HXF moško 19, vidi, da gre že v septembru pod minimalno zalogo in v decembru pade pod nič, če bo prodaja takšna, kot je napovedana. Potem pa kaj se zgodi? Reče prodajnik, ok, veste kaj, mislim pa v septembru za tole kolo dobil zelo dober posel, tole bo pa 350.000 evrov, ne bo 125.000. Vnese 350, to je z vidika prodajnika, in v trenutku, ko stisne save, se ta podatek prenese na stanje zalog, kjer če ste bili zelo pozorni, je v septembru zdaj ta zaloga padla mimo minimalne direktno pod ničlo. Nabavnik je o tem takoj obveščen in lahko simulira, kakšno mora biti zdaj njegovo početje v nabavi, se pravi reči, ok, v resnici se moram jaz za kolesarnico, ki je moj dobavitelj, zmeniti za 119, fino bi bilo dobiti recimo 60 koles neposredno v avgustu, tole shrani, zadeva se popravi, potem pa reče, ok, v resnici zato, da pridem pod nulo, se mora z njimi zmeniti še v
recimo v septembru še za dodatnih 70, še za nekaj koles, da jih nanese 70. In ukolikor potem še vedno decembra z obstoječim dobaviteljem ne uspe spraviti nad nulo zaloge, lahko vedno simulira, tukaj gre za simulacijo novega dobavitelja, da se tole, se pravi novo dobavitelja, ki mu bo ime kolesa DO, gre za artikel kolo HX19 moško. V trenutku, ko sem zdaj simuliral, da bom dobil novega dobavitelja, ga imam tudi tukaj prikazanega, pa rečem, s temi kolesi se bom pa v decembru zmenil za 100 in v novembru za 20 koles. Ko je to enkrat opisano, vidi, da se giblje sicer še vedno znotraj minimalne, ampak ne gre pa pod ničlo. Mora ta naročila seveda še vedno pripraviti v svojemu ERP sistemu, ampak zato, da lahko gleda, ali je zdaj to, kar je bilo planirano, tudi izvedeno, ima potem poseben pogled tudi spremljanja naročil, kjer lahko za vsako naročilo gleda, v kolikšnih enotah, v kolikšnem času, po mesecih je bilo dobavljeno. Se pravi, ima totalno kontrolo nad tem, kar je prodaja glihkar rekla, da se bo zgodilo, s svojim delom oba živita znotraj istega ekosistema in tudi prodaja lahko zdaj vidi, da kakšne zaloge ima nabava. Se pravi, tukaj so zdaj oddelki med seboj povezani, ves čas se gleda pa seveda tudi v zaloge in pa vsovnice. Ima možnost vedno v planiranju nabave potem pripraviti tudi optimizacijo zalog, se pravi, kako more, to gre v ozadju algoritem, ki reče, takole moraš naročati, zato da ne bo šel nikoli pod nič. Dopušča minimalno zaloge, ne pa pod nič. Tako da, če je prej Lenis živel, se pravi, kaj smo videli, če prodaja nekaj napove, to spremeni v nadaljnjem forecastu, to vpliva na zaloge in nabava lahko potem s svojim forecastiranjem te zaloge uravnava, da ni nikoli problem. In če je Lenis prej živel v Excelih, kjer smo se seveda malo lovili, ima zdaj znotraj enotnega ekosistema vse podatke, s katerimi tudi operira. Naj še to povem, da to, kar ste videli, matrika, v katero sem opisoval podatke, to smo mi razvili, tako da zdaj imajo možnost vnašanja, seveda ne samo za Lenis, ampak gre za orodje Planning BI, imajo možnost vnašanja podatkov neposredno v Power BI. Tako da, če je možno, ko je možno, dajte povezati oddelke med seboj, tukaj je komunikacija stekla veliko hitreje, veliko lažje tudi planirati, ko imaš za to smiselno orodje, ki ti omogoča tudi simulacije in pa optimizacije preko algoritmov. Tako da, če so kakšna vprašanja, jih bom seveda vesel odgovarjal sproti, sicer pa na koncu. Hvala lepa. Hvala lepa, Aljoša, torej zelo jasne poslovne koristi uvedbe te rešitve, kar pravzaprav želimo in iščemo. Super, zdaj bi pa rad na oder povabil gospoda Domna Ocepka iz podjetja Kopa DD, bo predstavil, kako ste pa vi v dobre prakse v Monter in Tegam uvedli povezovanje med proizvodnjo in poslovno informatiko. Domen, izvoli. Lep pozdrav vsem skupaj. Kot je že Nenad omenil, prihajam iz podjetja Kopa, ki je že kar nekaj časa prisotno v teh proizvodnih podjetjih. Tudi ta dva primera, ki sta danes, sta iz proizvodnih podjetij. Trenutek, mesto pa še. Pa se vidi v redu? V redu je. Ja, v redu. Okay. Se pravi, povezava proizvodne in poslovne informatike, to je v bistvu izziv vseh proizvodnih podjetij, ker tisto, kar se dogaja v poslovnem ERP sistemu, pa to, kar se dogaja v proizvodnji, brez povezave pač zahteva ogromno nekega človeškega dela. Zdaj, začetek, verjetno vsi poznate tega Deminga
100 let nazaj je že razmišljal o tem, da je treba ta krog povezati, no in mi smo v bistvu uspeli s tem praktično s to analitiko povezati ta Demingov krog v neko tako zaokroženo digitalno celoto, kjer dejansko dobivamo podatke v tem primeru pri obeh strankah čisto iz strojev, iz krmilnikov in potem te podatke uparimo z podatki iz app sistema, se pravi konkretno z nalogi, konkretno z nekimi praktično uspešnostjo posameznega naloga, do tega, da v bistvu to, kar smo pa v letošnjem letu tudi veliko delali, tudi dobili v bistvu to srebrno nagrado še s HRM-jem pa s kompetencami. Se pravi, ko enkrat te stvari v podjetju pridejo kot neki podatki, se pravi neki dejanski podatki, ne neka ugibanja, neko analitiko, potem dobimo take zanimive stvari, ki jih bom tudi v nadaljevanju pokazal. Zdaj, pred mano je že bilo kar nekaj omenjeno okrog samega tega prodajnega dela. Ti prodajni del, te napovedi so že kar lepo obdelane. Mi se lotevamo zdaj predvsem tega tršega oreha, se pravi proizvodnje, kako dejansko v proizvodnji zagotoviti to, da dejansko podjetje prepozna neki vzorec, pa da ga zna ponavljati. In kako lahko v bistvu s to analitiko, kljub temu, da podjetja v bistvu so med sabo odlična, da lahko neko osnovo predpripravimo, da v bistvu na potem podjetje gradi. Pa še nekaj, kar je pomembno, v bistvu ta intuitivnost, ta način prikaza, ki je v bistvu ljudem domač, da ni treba v bistvu preveč globoko vrtati. Zdaj, kaj BI proizvodnja v tem delu našem pokaže, se pravi neko resnico pa trende, vrtanje v globino, se pravi lahko pridemo konkretno do tega, katera oseba, na katerem nalogu, kaj je delala, in če skočimo še malo dlje, kakšne kompetence ima tista oseba, če skočimo še recimo v sam ERP del pa v podatki, vidimo recimo, kako je tisti nalog pa tisto naročilo bilo kot tako uspešno, je bila kakšna reklamacija, v glavnem vse te stvari vidimo skozi praktično ta sistem. Se pravi, iz analitike gremo v globino, kjer pridemo do podatkov. No in zakaj? Zato, da v bistvu podjetje prepozna neke dobre vzorce in da te dobre vzorce zna ponavljati. Zdaj sama ta primerjava v obdobji analize, izmene, to so stvari, ko so pač nek standard v BI-ju. V bistvu je ta širši kontekst in kaj je še pomembno, kar smo ugotovili ravno po teh zadnjih projektih, ti podatki so dejansko gorivo za te napredne algoritme umetne inteligence. Se pravi, ko so enkrat podatki na razpolago, se da zanimive stvari dobiti, vam to bomo v nadaljevanju tudi pokazali. Zdaj spet prikaz tega brutalno iskreno, se pravi, ni več nekega vmesnega dela, ko se nek BI izpostavi, v teh podjetjih je bilo recimo zanimivo, v enem podjetju je bil bolj poudarek na tem, da spremljajo kvaliteto, na drugem mogoče malo večji poudarek na produktivnosti pa njihovi učinkovitosti, ampak v bistvu podatki so resnični v tistem trenutku, ko nastanejo taki, kot so, se pravi, ni nekega vmes olepševanja pa izboljšav, ampak jih direktor vidi takšne, kot so. In ne samo, da vidi podatke samo iz recimo MES sistema ali pa samo iz proizvodnje, ampak jih vidi dejansko uparjene pa povezane. Časovnega zamika ni in kaj je to dobro pri tem BI-ju, če se neka poročila pripravlja z nekim zamikom, če to neka služba pripravlja, dejansko so to vedno nekje ljudje vmes in se lahko kak podatek malo spremeni. Zdaj, konkreten primer, dokaj enostavna tabela desno, ampak v ozadju pa kar veliko te analitike. Se pravi, konkretno za neko osebo vidimo za celo obdobje tistega meseca točno efektivnost glede na produktivno delovanje stroja. Pravi, ne samo to, da vidimo, koliko časa je bil nekdo v službi, koliko časa je bil prijavljen na nalogo, koliko časa je delal določeno operacijo, ampak te podatke uparimo še z podatkom o stroju, kjer iz krmilnika dobivamo v bistvu ta productive status. In to je zanimiva stvar za tako pošteno nagrajevanje. Lepo se je obnesla, tudi sprejeli so jo kot neko orodje, ki pomaga, tako sem rekel, pošteno pogledati na to, kaj se dobro dela. Druga stvar, do katere smo prišli v lanskem letu, se pravi, kje so prihranki, kako te podatke uporabiti. No in ravno pri tem delu proizvodnje, vse proizvodnji pa nekaj kompetenc, smo šli malo pogledati, kaj pa mi lahko dejansko iz teh podatkov dobimo. Se pravi, če povežemo te podatke z proizvodnim delom, z opisom normativom, z opisom sestavnic, recimo temi podatki, ki se nahajajo v samem ERP delu proizvodnji,
pa malo pogledamo glede na učinkovitost na določenem stroju, glede na to, kaj se je delalo, in te stvari združimo in zgeneriramo dejansko nek vpis, ki pove, na katerih delih ali pa na katerih operacijah je nekdo dober. Se pravi, prišli smo do tega, da smo iz teh konkretnih podatkov iz proizvodnje zgenerirali podatke v sistem, v tem primeru kadrovski, o kompetencah za določeno osebo. Se pravi, iz teh različnih virov, iz samega sistema, iz podatkov o produktivnosti, čisto konkretno iz tistega, in iz ostalih podatkov, ki se nahajajo v ERP-u v določenih dokumentih, smo s pomočjo te generativne umetne inteligence poskušali in je kar lep rezultat bil, te podatke v bistvu pretvoriti na tak način, da se ti podatki iz nekega v bistvu zapisa sistema plus ERP-a pa ostalih sistemov zapišejo v kompetenco na določeno osebo. Ampak ne samo, da se zapiše kot kompetenca, ampak da se zraven tudi konkretno zapiše, recimo, kako na tisti konkretni kompetenci, na tisti nalogi nekdo produktivno dela, pa kako je uspešen. Ne v smislu big brother, ampak zato, da lahko potem ta vzorec ponavljamo. Tako sem rekel, za ta del smo dobili tudi to priznanje za inovacijo, srebrno, leto 2025. Iz tega v glavnem pridejo ti podatki v sam sistem kompetenc in ko se v bistvu oblikuje naslednjič neka skupina za proizvodnjo, lahko hitro ugotovimo, kdo se po teh kompetencah, ki niso samo upisane strani kadrovske, ampak ki so dejansko zgenerirane na podlagi dejanskega dela v proizvodnji, kako se nekdo ujema za neko določeno nalogo. Dejansko sistem pokaže to ujemanje v procentih glede na tiste zahteve, ki so. Zanimiva stvar, spet omogočena ravno zato, ker je odzad velika količina podatkov, da lahko pridemo do nekih zanesljivih rezultatov, kar je dejansko prednost, ker imamo pač v teh podjetjih dejansko cele sisteme od ERP-a, HRM-ja do samega sistema. Spet to, kar sem že na začetku rekel, ti podatki dejansko pomagajo, da potem najdemo nek vzorec, da ugotovimo, kateri vzorec proizvodnje, se pravi, kateri vzorec, recimo, če ga pogledamo skozi BI, kateri vzorec je bil res tak, ki je prinašal v bistvu največje koristi in da znamo potem ta vzorec ponoviti. Pa ne samo z vidika, tako smo rekli, tistih podatkov v poslovnem delu, ampak dejansko, da znamo ta vzorec prepoznati iz konkretnega dela v proizvodnji, ki se spremlja avtomatizirano preko teh podatkov. Se pravi, če gremo na hitro povzetek, se pravi, ti podatki, ki se povežejo v neke informacije za odločanje, so iz vseh sistemov, z različnih virov in iz teh podatkov se lahko omogoča to napovedovanje, pa generira neko znanje. Se pravi, iz samega dela nekega v bistvu človeka v proizvodnji znamo v bistvu zgenerirati, kaj so tiste kompetence, pri katerih je dober. Tu smo uporabljali različne ta orodja od tega v bistvu odločitvene modele, kot najbolj enostavne do tega, da smo v bistvu preko teh velikih jezikovnih modelov iz teh opisov, ki so v nekih dokumentih, ERP-u, sestavnicah, postopkih, smo v bistvu to zgenerirali v neko kompetenco in to uporabili za naprej. Zdaj, za zaključek, mogoče ta analitika, se pravi celovit pogled, to je v bistvu klasika, ampak v ozadju so pa v bistvu ti podatki, to je konkretno iz tega podjetja Tegum, kjer se da potem točno pogledati za vsako osebo, na katerem delovnem nizku je dela in kakšna je bila produktivnost. In če to gremo še v bistvu korak naprej, ko vidimo, da je neka oseba na nekem nalogu delala dobro, tudi vidimo, kakšne osebe ima katere kompetence in iz tega sistema tudi vidimo, kako je dejansko dobro delala na tem delu, koliko je bilo zastojev, kakšne so bile napake. In iz tega dobimo v bistvu, prepoznamo tisti dober vzorec. To je z moje strani vse. Zdaj, če bo še kakršnakoli vprašanja, bom z veseljem odgovoril v nadaljevanju. Tako sem že v bistvu med predavanjem omenil, bistvo je to, da dejansko
celovito prikazujemo podatke, ker toliko, ko se v zadnjem času na nek način iz teh sistemov, sistemov, z različnih teh krmilnikov, toliko podatkov nastane, pa v bistvu iz teh podatkov toliko malo nekih res tistih informacij za odločanje. In to je tisti naš izziv tudi naprej, kako te stvari avtomatizirati, pa jih pretvarjati v bistvu žive podatke za odločanje, pa jih celovito obravnavati. Hvala lepa, Domen. Torej, to povezovanje med proizvodnim delom pa uporabo teh podatkov pa v poslovne namene je nekako izziv za mnoga slovenska podjetja, tudi po analizah. Zelo smo dobri v osnovni avtomatizaciji proizvodnje, pa recimo v uporabi robotov smo med vodilnimi v svetu. Ko pa gremo tukaj naprej, zbiramo podatke, jih analiziramo, tako kot je Jure razlagal, in jih uporabimo pol naprej, tukaj imamo pa še kar velike izzive. Torej, zdaj pa hvala lepa še enkrat. Na oder vabim virtualni seveda gospoda Vanjo Tomažiča iz podjetja Metronik z predavanjem z naslovom Preskok v produktivnosti z avtonomno podatkovno analitiko in digitalnim dvojčkom. Vanja, izvoli. Ja, pozdravljeni. Se slišimo? Slišimo, ja. Ja, se slišimo. Ok, vidite tudi ekran, sam preverjam. Tudi. Ok, super. Ja, pozdravljeni torej tudi s podjetja Metronik. Hvala za možnost v bistvu predstavitve, kaj mi na tem segmentu smo naredili, kaj počnemo. Jaz vam bom v naslednjih minutah poskušal predstaviti par praktičnih primerov, bo jih malo več, zato jih bom v bistvu na hitro na nek način omenil in pokazal, kaj smo kje naredili. Za vprašanja smo pa na razpolago ali danes ali pa tudi pač nas lahko kontaktirate za kakšen detajl, kako smo se česa lotili. Zdaj, zakaj, to mislim, da niti ne rabimo govoriti, zakaj pač se tega sploh lotevamo tudi mi. Po eni strani že 35 let se ukvarjamo z, ali rečemo, proizvodno informatiko včasih ali pa digitalizacijo procesov, kakor se zdaj temu reče. En kup podatkov je na voljo, kot je že predhodnik tudi omenil, pa ostali predavatelji, s tem, da zdaj v zadnjem času je pa tudi tehnologija, ki je na voljo za obdelavo teh podatkov, bistveno napredovala. To pa pomeni predvsem ta neka podatkovna analitika, data science, digitalni dvojčki so zdaj postali realnost. Vse to pa jasno skozi prizmo, da se še poveča učinkovitost procesov, da se stroški zmanjšajo, in pa tudi jasno, da kakovost in pa tudi samo odločanje, da pa se to dvigne na čim večjo možno raven. Pač trije nivoji analitike so, deskriptivna oziroma in pa diagnostična, to je bilo že v preteklosti, zdaj smo pa še zelo velike korake pa delamo tudi v prediktivni pa preskriptivni analitiki, in to je v bistvu to, kar je pa zdaj tisto, česar se lahko s to tehnologijo lotevamo, in kjer bomo tudi danes par primerov omenil, kaj smo na tem področju naredili v preteklosti. Zdaj, prvi primer, tukaj vam ne smem razkriti, katera stranka je to bila, ampak lahko pa vam povem, kaj smo tukaj naredili. Izziv je bil ta, da se pri enem izdelku so imeli težave z zapiranjem embalaže, ker se je pač potem kasneje ta embalaža odpirala, kar je vsem jasno se rezultiralo, da je bilo zelo slabo. In tukaj smo v bistvu uspeli napovedovati kvaliteto zapiranja, glede na to, na podatke, ki smo jih iz same opreme uspeli dobiti, in uspemo v bistvu zdaj za 1 minuto naprej predvideti, a je treba kakšna korekcija operaterja na nastavitvah tega stroja ali ne. Na ta način se drastično v bistvu se zmanjšal ta problem, tako da zdaj v bistvu ga več ni, ker če operaterji znotraj te minute skorigirajo, kar morajo skorigirati, na ta način v bistvu zagotovijo, da nimajo več izmeta oziroma problema z zapiranjem teh izdelkov, in si lahko predstavljate, da to se zelo hitro neka mikroinvesticija v ta
segment se je zelo hitro povrnila in so rezultati pač res bili enkratni, ne. In to smo se zdaj lahko s temi novimi prijemi tudi šli. Drug primer je, smo sodelovali pri EU projektu, kjer je bilo laboratorijsko okolje in pa tudi realen v bistvu primer, kjer smo mogli sam sistem sprobati. Tukaj je šlo za v bistvu prediktivno vodenje priprave zraka. Mi zelo veliko delamo na segmentu teh raznoraznih avtomatizacij, HVAC sistemov v velikih zgradbah oziroma infrastrukturi. In tukaj je velikokrat izziv ta, da pač kljub temu, da to niso neki hudo potratni sistemi energetsko, je pa vseeno z našo rešitvijo smo uspeli pač za 7% zmanjšati porabo energije, bolj mehke odzive sistema v bistvu doseči. To pa pomeni, da je sama oprema manj trpi, če tako rečem. Se pravi, življenjska doba se podaljša samih hardverskih komponent, pa po drugi strani se tudi kar znatno zmanjša poraba energije. Tako da tudi to je en primer iz prakse, kjer smo v bistvu s to analitiko pa s temi dvojčki uspeli te modele zadaj zgraditi na tak način, da tudi ta realen sistem iz prakse dejanske benefite v bistvu od tega že uporablja, ne. Tretji primer je primer iz slovenskega podjetja Bly Fasteners. Oni delajo v bistvu vijake za zahtevne stranke, tudi, ne vem, tudi za letalsko industrijo in tako naprej. Imajo precej energetsko potratno, lahko rečemo, proizvodnjo, in tukaj smo v bistvu v sklopu naše rešitve za spremljanje porabe energentov, za energy management, smo v okviru tega v bistvu na podlagi teh podatkov uspeli zgraditi model za napoved porabe energije, ki na podlagi podatkov iz same proizvodnje in tudi plana proizvodnje za naprej omogoča v bistvu optimalen zakup energije pa nastavitve odjemnih moči, kar pač počne avtomatsko sam sistem. In tudi tukaj v bistvu je stranka lahko se prepričala na konkretnem primeru iz prakse, mislim, da je z temi modeli, ki smo jih zgradili zadaj, možno precej natančno napovedovati porabo in tudi tukaj je v bistvu bilo zelo veliki benefiti, če tako rečem, ob sami implementaciji. Pri tej isti stranki smo uvedli tudi digitalnega dvojčka, kjer smo njihov proizvodni proces v bistvu postavili na neki način v virtualnem okolju, kjer je pri njih zelo velik izziv ta toplotna obdelava kovin, ki so imajo zelo stroge zahteve in neke karakteristike morajo loviti, da so te vijaki takšni, kot morajo biti, ne. Je bilo to spremljanje nekih pretokov mase, temperature, stanja različnih strojev v tem procesu, v bistvu izziv, ki ga do zdaj niso uspeli ki ga do zdaj niso uspeli digitalizirati, pa ga na neki sistematičen način obvladovati. S tem dvojčkom smo v bistvu to omogočili, to pa pomeni, da je pač zdaj možno testirati pri njih različne scenarije v virtualnem okolju, se pravi, brez da bi dejansko v proizvodnem procesu šli v te teste, kar jim pride zelo, zelo prav. Pri nekih odločitvah, pri razvoju novih v bistvu tehnoloških rešitev za nove produkte, kjer je pač potrebno imeti neke realne rezultate, preden se dejansko lahko sploh odločijo, na kakšen način bodo dejansko proizvajali. In to do zdaj niso mogli, so pač mogli delati testno, kar je bilo drago, dolgotrajno, zdaj so pa veliko bolj agilni tudi v tem nekem razvoju novih izdelkov s pomočjo tega digitalnega dvojčka, ki je tam postavljeno, ne. In zdaj s temi v bistvu orodji in rešitvami smo dosegli to, da je
še večja učinkovitost, a ne, v samih proizvodnih procesih jo je možno doseči, zmanjšati napake, do katerih sicer pride, a ne, bodisi zaradi, ne vem, strojnih razlogov ali pa drugih, a ne, kot ne vem, pri primeru embalaže, ki sem ga omenil. Bistveno se tudi lahko zmanjša poraba energije, a ne, če se teh stvari, te analitike lotimo na tak bolj poglobljen način. In pa jasno tudi hitrejše odločanje na podlagi realnih podatkov in nekih napovedi, kam bojo procesi šli, če bojo šli tako, kot grejo zdaj, oziroma kakšne korekcije je pametno narediti, a ne. Zdaj, kaj smo se iz tega naučili tudi kot, bom rekel, kot in mi in pač tudi naše stranke, a ne. Predvsem to, da za njih je ta vpeljava neke umetne inteligence tudi v te procese proizvodne pač postala zdaj konkurenčna prednost, ker se lahko še hitrejše odzivajo in bolj v bistvu predvidljivo odločajo za določene spremembe, izboljšave ali pa nove stvari. In ta neka avtonomna analitika je že zdaj tukaj, a ne. To pomeni, da to ni več nekaj, ki bi bilo samo na nekih, bomo rekli, v nekih laboratorijskih okoljih, ampak je dejansko možno to zdaj delati tudi v praksi. In v industriji pač je pomembno to, da so rešitve in pristopi čim bolj praktični, da so tudi sami rezultati čim hitreje vidni, ker to pač zahteva okolje, v katerem delujemo, a ne. In te digitalni dvojčki omogočajo to, da je možno eksperimentirati v nekem varnem okolju, poceni, če tako rečemo, a ne, brez nekih dejanskih fizičnih testov, kar se pač kaže v tem, da je možno same procese še boljše in bolj učinkovito in ceneje v bistvu voditi in upravljati tudi naprej. Toliko je bilo na hitro z moje strani, za kaj več pa, kot rečeno, lahko kasneje ali pa lahko tudi preko maila ali pa na kakšen tak način. Hvala lepa, Vanja, ti si nas popeljal skozi več primerov iz prakse, ne, in vsi kažejo jasne poslovne koristi, pa tudi ta nadgradnja proizvodnje, ne, z uporabo podatkov v digitalne dvojčke in mogoče na koncu rečemo tudi kakšno o umetni inteligenci in uporabo različnih rešitvah, ne, kar je vsekakor aktualno. Hvala še enkrat, zdaj pa vabim na oder gospoda Stevančeja Nikolovskega iz podjetja Result z predavanjem z naslovom Od nestrukturiranih informacij do podatkov za analitiko. Moč generativne umetne inteligence v praksi s primerom dobre prakse z MDP, torej iz javne uprave. Stevanče, izvoli. Lepo pozdravljeni. Dober dan, moje ime je Stevanče Nikolovski, pridem iz podjetja Result in v podjetju se predvsem ukvarjamo z rešitve, ki temeljijo na podlagi inteligentna raba podatkov, kot že vidite v našem sloganu, je use data, live better, to na način dobro obrazloženo. Moja današnja predstavitev je na primer dobre prakse, ki smo ga naredili za Ministrstvo za digitalno preobrazbo, ali za javno upravo, in je naslovljena od nestrukturiranih informacij do podatkov za analitiko, ker je današnji dogodek za podatkovna analitika. Čisto na uvodnem predavanju so bili omenjeni neka klasifikacija podatkov na podlagi virov, dostopnosti, podatki, s kateri smo se mi ukvarjali v tem primeru, ki ga bom danes predstavil, so interni nestrukturirani podatki, ki jih imajo predvsem v javni upravi ogromno, ne. In strukturiranje tovrstnih podatkov zelo pomaga pri podatkovni analitiki in posledično podpora pri odločanju. Projekt je bil analiza IT pogodb iz portala EJN, javnih naročanj, portala javnih naročil, s pomočjo generativne umetne inteligence. Cilj pač je bila, da se izboljša učinkovitost pri obdelavi pogodb, zagotoviti natančne in zanesljive informacije o pogodbah za potrebe napredne analitike, povečati transparentnost in sledljivost podatkov v javnih naročilih
In projekt smo izvedli v treh fazah. Projekt je bil, moram to povedati, je bil pač pilotni projekt in smo se osredotočili samo na IT pogodbe po določenih kodih, ki jih je nam naročnik zagotovil, kolikor da pokažemo, da ta princip oziroma ta moč generativne inteligence za semantično zaznavanje podatkov iz nestrukturiranih podatkovnih virov besedil zelo pomaga pri strukturiranju podatkov. In to smo se lotili v treh fazah. Prva faza je bila analiza podatkovnega vira. Smo v bistvu iz portala za javnih naročil analizirali vse pogodbe. Pogodbe so javno dostopne in so že anonimizirane, tako da kar se tiče varnosti podatkov in vse skladnosti z regulativi, tukaj nismo imeli težave v sami osnovi. Druga faza je bila načrtovanje in razvoj samega algoritma za prepoznavanje besedil in luščenje entitet. Potem je tretja faza bila razvoj in implementacija analitičnega sistema. Kako smo to naredili, pa bom pokazal v nadaljevanju. Predmet projekta je bila semantična ekstrakcija entitet iz pogodb. In v bistvu smo dobili iz naročnika seznam entitetov, ki jih v bistvu največ zanima in ki bi si ga želeli ekstrahirati iz pogodbe. Od številka pogodbe do tip dokumenta, številka objave, oznaka postopka, naročnik, dobavitelj, predmet pogodbe, tip storitev, vrednost, način plačila in tako naprej. Ogromno enih podatkov in kot že vidite, tisti podatki so že metapodatki na sami pogodbi in so že obstajajo na portalu javnih naročil, ampak kar se tiče tipa storitev, to pa je podatek, ki se najde recimo, ali pa način plačila, koliko je urna postavka in take zadeve. To so skriti podatki v sami pogodbi, ki recimo za dodatno informacijo in določitev, na primer preferenčne cene, uporabniki oziroma delavci v javni upravi ročno pogledajo pogodbe fizično in potem ročno vnašajo v nek sistem za analitike, da bi potem pogledali te podatke. Mi smo probali, mi smo v bistvu s pomočjo generativne inteligence tega procesa avtomatizirali, naredili in smo se delno dotaknili avtonomne analitike, to, kar je prejšnji sogovornik iz podjetja Metronika tudi delno nakazal. Tipi storitev je bila ena taka entiteta, v bistvu, kateri vrednosti so bili predhodno določeni, so nam predhodno poslali strani MDP-ja. Način, na kateri smo se lotili, je naslednji. Najprej smo sestavili konfiguracijsko matriko, tabelo entitetov in smo se skupaj z naročnikom, se pravi z vsebinskim uporabnikom, usedli in v bistvu definirali za vsako entiteto primer vrednosti te entitete, potem definicija, kaj to pomeni, kakšni so sopomenki. Na primer, če imamo naročnik, imamo sopomenka kupec, stranka v nekaterih pogodbah. Potem kakšna pravila, če obstaja kakšna pravila za določitev številke javnega naročila. Vse te znane informacije, ki so del samih procesov pri naročniku, smo jih probali zajeti preko tisto konfiguracijsko matriko. Možne kategorije, kot sem že rekel, tipi storitev, to so kategorije predhodno določeno, vzdrževanje, razvoj, implementacija, nakup licenc, konsultacije, izobraževanje, usposabljanje in tako naprej. In seveda dodatno vprašanje, če smo imeli v bistvu če smo potrebovali še dodatne informacije. In ta v bistvu konfiguracijska tabela je bila izhodišče, je osnova v bistvu za sestavo našega algoritma, ki temelji na prompt engineering. Kaj pomeni semantična ekstrakcija? Čisto tako, če imamo en skenogram, tudi to moram povedati, da so bili po javni pogodbi iz portala skenogrami, skenirane pogodbe, in to je tudi en izmed teh izzivov, da obdelamo tovrstnih dokumentov, se pravi, niso bili tiste besedila berljive. In v bistvu, kaj pomeni semantična ekstrakcija entitet? To pomeni, da če imamo recimo v dokumentu določena vrednost za recimo, če je naziv in sedež, pa imamo, če hočemo recimo izluščiti vrednost iz pogodbe za naziva in sedeža naročnika, vrednost je omenjena bodisi v samem besedilu ali pa v neki taki tabeli na začetku. In vse to, kot že vidite, naziv, sedež, potem ID številka z DDV, poslovni račun, to so entitete, del entitet
ki smo jih v bistvu luščili, in vrednosti v bistvu ostajajo zraven v sami pogodbi. Pogodba, recimo številka pogodbe je omenjena v samem uvodno stran pogodbe. Ali pa celo pogodbena vrednost, kot že vidite, tukaj imamo, kaj je predmet. Tukaj imamo najem informacijskega sistema, uporabniška podpora, morebitne nadgradnje. Se pravi, mi imamo v metapodatek skupna vrednost pogodbe. Recimo, če je pogodba 136.000 evrov 336, je v bistvu ta podatek, ki ga imamo v metapodatku. Ne vemo pa, kako je ta vrednost v bistvu porazdeljena po tipi storitev. In iz te informacij iz pogodbe mi v bistvu je na nek način klasificiramo na te predhodno določene tipi storitev in ustrezno potem luščimo vrednost, časovno obdobje, kdaj je ta tip storitev izveden, če obstaja ta podatek, koliko je urna postavka, koliko je določenih ur za to in podobno. Čisto tako, da si predstavite, kaj pomeni ta semantična ekstrakcija, s katero smo se mi lotili. Ali pa celo to, finančno zavarovanje. Imamo 10% pogodbene vrednosti. Če imamo entiteta finančno zavarovanje, vrednost je 10% pogodbene vrednosti za DDV. Če imamo pogodbena vrednost DDV kot posebna druga entiteta, mi lahko zaračunamo 10% po te pogodbene vrednosti, če v primeru, da ni recimo določen, ampak je v konkretnem primeru vidite, da je to ročno vpisana vrednost, ki je tudi izluščena. Ampak se tudi, če ni določena, če piše 10% pogodbene vrednosti, se lahko to skalkulira dodatno, zaradi tega, ker imamo že posebej entiteta za pogodbena vrednost DDV. Arhitektura rešitev v bistvu gre na hitro. Če začnemo od spodaj, iz portala smo v bistvu spletno postrgali vse javno dostopne IT pogodbe v obliki nestrukturiranih dokumentov, potem smo jih obdelali optično, s pomočjo OCR algoritma, pa skupaj v kombinaciji z še en model za layout detection, ki v bistvu porazdeli skenograma na semantični segmenti, s kateri smo potem s pomočjo čisto konfiguracijsko matriko, ki sem jo prej povedal, naredili pač generični prompting algoritem in skupaj z velikim jezikovnim modelom v bistvu smo strukturirali na nek način te podatke, ki smo jih recimo v tem primeru konkretno zapisali v Excelu, to se lahko tudi v DVH zapišejo po potrditvi in tako naprej. In potem na koncu smo tega analitičnega orodja naredili v Power BI. V interesu časa bom samo šel čez screenshote tega analitičnega orodja, ne bom demonstriral, ampak to izgleda na tak način. Imamo en pogled za pregled naročnikov, na kateri se vsi naročniki, čigavi pogodbi smo jih analizirali, so na levi strani in mi lahko pogledamo na splošno na desni strani porazdelitev po tipa storitev in imamo, koliko pogodb imamo za določeno storitev, kakšna je minimalna urna postavka, maksimalna pa povprečna, in tudi to lahko storimo, če kliknemo na pač naročen naročnik in pogledamo, katere pogodbe so vezani na tem naročniku in katera je minimalna, maksimalna, povprečna cena. Na ta način uporabniki lahko določijo, katero je preferenčno ceno za katero storitev, in to je podatek, v bistvu informacija, ki je zelo koristna za pripravo prihodnjih javnih naročil. Pogodbe se tudi analizirajo zelo podrobno na podlagi številka pogodbe. Če kliknemo na številko pogodbe, točno vidimo, kateri je obdobje izvajanja storitev, porazdeljeno po tipi storitev, kdo je dobavitelj, kdo je naročnik, kakšna je storitev, vrednost plačila, način plačila, vrednost izvedene storitve in tako naprej. Če gre za recimo vzdrževanje, vidimo, da je plačila recimo 15.000 evrov mesečno. Če je strokovna pomoč, imamo tukaj vrednost 84 evrov za opravljeno uro. Tudi če je recimo vrednost za konsultacije fiksna, recimo fixed price, to se da porazdeliti okvirno se da porazdeliti na uro, da bi imeli ena pač postavka, urna postavka usklajena za vse pogodbe, ki smo jih analizirali. Vrednost pogodb je drugi vpogled, za katero lahko posamezno tip storitev, za določen datum pa koda, vidimo, katera pogodba ima najvišjo vrednost, to je neka
strukturizacija pogodb, analiziranih pogodb na podlagi vrednosti, in na koncu smo v bistvu tudi zagotovili vpogled na tisti, kot sem že rekel, strukturiran vir podatkov Excel v tem primeru, v kateri vsaka pogodba je znotraj z vsemi podatki v tabelarni obliki. Za nadaljnjo analizo, če bo recimo sami vsebinski uporabnik videl dodatno pač korist in vpogled v teh podrobnosti podatkov, ker ni vse, kar je bilo izluščeno, v bistvu v tem primeru bilo narejen vpogled za primere, za poslovnih primerov, za katere se je v tem trenutku sam naročnik zanimal. Ena popotnica znanja z moje strani je to, da generativna umetna inteligenca s pomočjo velikih jezikovnih modelov omogoča semantično ekstrakcijo informacij iz nestrukturiranih dokumentov in s tem pomaga k procesu avtonomne analitike, poslovne analitike, zaradi tega, ker če vzamemo to dejstvo, da nestrukturirani versus strukturirani podatki je 80-20, imamo nestrukturiranih podatkov ogromno na voljo in generativna umetna inteligenca nam veliko pomaga, da strukturiramo te podatke in da jih pripravimo za analitiko. S tem dobimo višjo avtonomnost poslovnih procesov, večjo preglednost in objektivnost in manj človeških napak, ker če vse to ročno in fizično pregledujemo in opisujemo, je velika verjetnost, da se zgodijo človeške napake. Tako da, to je v bistvu naša rešitev, ki jo mi zdaj gradimo v sklopu podjetja Rezalt, in v bistvu, če kdo potrebuje kakršnokoli informacijo ali vidi, da potrebe po ena taka rešitev, se lahko oglasi in mi z veseljem se bomo pogovorili in našli skupno pot rešitev za vaše izzive. Najlepša hvala. Hvala lepa, Stevanče, za tole predstavitev, da vidimo tudi stran državne uprave, in me veseli, da državna uprava tudi napreduje v to smer uporabe umetne inteligence. Je pa to verjetno del tega projekta digitalne preobrazbe javnega naročanja in verjetno bodo tudi pol druge pogodbe prišle na vrsto, tako da super. Zdaj pa še zadnji primer iz prakse, bi povabil na virtualni oder gospoda Mitjo Suvajca iz podjetja Skupina Stroka z predavanjem z naslovom Z umetno inteligenco do praznih skladišč s primerom dobre prakse Carglass avtosteklo. Izvoli. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni tudi od mene. Sem Mitja Suvajac, zaposlen na podjetju oziroma v skupini Stroka si vodja enega oddelka fizikov. Zakaj je to pomembno, boste videli malo kasneje, recimo, da se malo drugače ali pa na ne tako IT-evski način lotevamo problemov in izzivov, ki pridejo do nas. Drznili smo si dati en zelo clickbait naslov, in sicer z umetno inteligenco do praznih skladišč. In sicer začelo se je vse tako, da je do nas prišla stranka Carglass, ki je imela en kar velik izziv, ki je imel še en kup podizzivov in jih je bilo treba rešiti. Torej, z vsemi poslovalnicami, ki jih imajo, in z vso zalogo, ki jo obdelujejo, ki ni samo ogromna, imajo še en dodaten problem, in sicer, da v stalni zalogi, se pravi v zalogi, ki se precej pogosto menja, govorimo o mesecu, dveh, obstaja enih 2500 do 3000 različnih stekel, torej oni se ukvarjajo s stekli, torej 3000 različnih identov, ki jih je treba beležiti, poznati, naročevati, iskati in tako naprej. Naročujejo iz centralnega skladišča, ki ga imajo v Belgiji, in ta naročila imajo zelo strukturirana, se pravi omejeno, koliko stvari lahko naročijo, in nujno naročujejo vsakih 14 dni in s tem morajo naslednjih 14 dni pokrivati. In kaj je bila pa največja težava, se pravi takšno naročilo, ki ga je
vodja nabave izvede enkrat, mu v povprečju vzame 2 dni. Torej, on mora 2 dni pregledovati stare dokumente oziroma dokument prodaje, ugotavljati, kaj mu v zalogi manjka, kaj je treba dopolniti, koliko je treba dopolniti in tako naprej. In potem izvesti naročilo, kar vzame njemu dejansko 2 dni, se pravi 2 cela dni dela samo eno naročilo za naslednjih 14 dni in tako vsakih 14 dni. Mi smo se odločili, da je treba to stvar nekako sistematizirati, torej postaviti en sistem, da človeku ne bo več vzelo to naročevanje 2 dni, in bo tudi neodvisno od človeka, zaradi tega, ker če se nekje človek menja, ali pa če se karkoli zgodi, pripeti, da nismo zopet na nulti točki, kjer se mora nekdo ne samo opraviti naročilo, ampak tudi naučiti, kako pripraviti naročilo. Odločili smo se, da se tega lotimo najprej tako, da pripravimo predikcijski model, torej da bomo za ta naša stekla najprej predvidevali, katera se bodo prodajala in na podlagi predvidevanj, pa še nekaterih drugih omejitev, ki se bodo pojavile, na to avtomatsko zgenerirali naročilo in to naročilo tudi izvedli. Dodatna prednost, ki pa pride s tem, se pravi z nekim strukturiranim naročanjem, je pa seveda optimizacija zaloge, ker mi zelo jasno, zelo hitro vidimo, kateri artikli se nam slabo prodajajo, torej katerih artiklov mogoče ni treba imeti toliko naenkrat na zalogi, ali pa jih mogoče sploh ni treba imeti na zalogi, pa se dopolnjujejo sproti, se pravi, jih ni treba držati v zalogi. Torej, ker je šlo za dokaj kompleksno zgodbo, smo se odločili za en pilotni projekt, ki smo ga izvedli s Carglassom, in sicer odločili smo se za eno bolj osnovno, ali pa eno bolj osnovno verzijo umetne inteligence, in to je strojno učenje, ki pa je že tudi malo nadgrajeno, se pravi, ni več čisto klasično strojno učenje, je že kakšna bolj zakomplicirana nevronska mreža tudi zraven, ki smo jo natrenirali na pretekli prodaji, potem smo ji povedali še različne druge zunanje vplive, se pravi, iz prodaje se je že videla neka jasna sezonskost, pa videli so se še neki trendi, kdaj se neke stvari zgodijo, se pravi, kdaj se nič ne proda, kdaj se proda največ, in tako naprej. Potem smo tudi videli, da se zelo jasno pojavijo trendi tega, kateri avtomobili recimo prihajajo v prodajo, kateri odhajajo iz prodaje, katerim so ravno prav stari ali pa imajo ravno dovolj kilometrov na cesti, da jim že poči steklo in tako naprej, se pravi, tudi to smo vključevali v model. In smo najprej napovedali prodajo, se pravi, najprej nas je zanimala naš predikcijski model, torej, če smo mi sploh zadeli napoved prodaje, torej, ali vemo, kaj se bo prodalo. Ko smo prišli do zadovoljivih rezultatov, se pravi, da smo v dobri meri znali napovedati, kaj se proda, smo začeli dodajati še pa omejitve, ki jih stranka ima, torej kako pogosto se naročuje, kaj se lahko naroči, kakšni so tipi naročil, kakšne so željene zaloge, kakšna je minimalna zaloga, zato da stranka slučajno ne ostane brez stekla, ali pa da se to čim manjkrat zgodi. In ko smo vse te omejitve, pa vsa ta priporočila, pa želje vključili, smo do konca natrenirali model, se pravi, s tem, kar smo dobili iz prediktivnega modela, poleg tega smo dodali še vse omejitve, natrenirali model in
vse skupaj na to zapakirali v en izvozni format, torej v takšen format, kot ga stranka potrebuje, da lahko kar avtomatsko izvede naročilo, zato da ni treba prekucavati, pa iskati, pa prepisovati in se s tem ukvarjati. Ugotovili smo, da z našim modelom v povprečju za vsaj 15% izboljšamo točnost naročila. Zdaj pa, kako smo mi definirali točnost naročila? Mi točnost naročila usklajujemo s tem, kar se je dejansko prodalo. Torej, razlika med tem, kar se je dejansko prodalo in kar smo mi naročili v tistem obdobju, oziroma v prvem planu, kaj smo napovedali, potem pa, kaj smo dejansko tudi naročevali. In ob enem tudi s tem, da se postopoma sama od sebe, kot posledica vsega skupaj, zmanjšuje zaloga. Torej, vidimo, da se odstotek stekel, ki jih je bilo treba naknadno naročevati, ne poveča, ob enem pa se zmanjšuje zaloga. Torej, je naša logika naročanja bolj točna in je zaradi tega tudi tisti senzacionalističen naslov, da praznimo skladišča. Res jih praznimo, ker vemo oziroma dobro predvidevamo, vemo še ne, ampak dobro predvidevamo, kaj se bo prodalo in lahko z manjšo zalogo pokrivamo enako prodajo. Druga ogromna pridobitev je to, da eno naročilo ne vzame več nekaj dni, ampak naročilo vzame par minut ali pa rečemo kakšno uro še zaenkrat, ko je treba stvari še pregledati, preveriti. Ko bo pa pilot popolnoma zaključen, pa niti to ne bo, pa naročilo vzelo nekaj minut in v teh nekaj minutah bo opravljeno enako delo, kot pa je bilo prej v recimo 2 dneh. In sistem je narejen tako, da je neodvisen od tega, kdo naroča. Torej, v sistemu je vgrajena logika, osnovana na podatkih, ki smo jih dobili, se pravi na prodaji in na vsem ostalem, o čemer sem že prej govoril. In zato je sistem neodvisen od tega, kdo naroča, kar pa tudi podjetju prihrani marsikateri glavobol, če slučajno vodje nabave v nekem trenutku ni ali bi se slučajno zamenjal in tako naprej. Bodo naročila ostala na podobnem nivoju točnosti in podobnem nivoju zanesljivosti tudi vnaprej, ne glede na to, kdo upravlja z njimi. To je od mene to. Z veseljem odgovorim na kakršnakoli vprašanja, ali v povezavi s tem primerom ali v povezavi z tem, kar počnemo na umetni inteligenci nasploh. Zaenkrat pa najlepša hvala. Hvala lepa, Mitja, iz tega, kar si pokazal, kaj so rezultati, bi se dali tudi denarno kvantificirati in pokazati dober ali pa odličen ROI te investicije. Smo pa nekako vsebinsko z tem zadnjim primerom iz prakse prišli nazaj na prvo, ko se pogovarjamo o skladišču in logistiki in naročanju. Lahko bi pa se tudi lotili prodaje in povečevanja zaloge skladišča na podlagi boljših prodajnih napovedi. Torej, možnosti uporabe umetne inteligence je veliki, mogoče bo to tudi tema našega pogovora, ki bi ga zdaj začeli, tako da vabim vse predavatelje zdaj, da vklopite kamere in da se znajdemo na virtualni okrogli mizi. Evo, ki si že prihajate na oder, odlično. Zdaj nekaj vprašanja smo skozi ta chat že dobivali vmes, na kakšno ste tudi vmes že odgovorili. Jaz predlagam, bom probal iti preko tega, pa vam zastaviti
vsakmu kar po vrstnem redu, nekako kot ste predavali in tudi kot so vprašanja prihajala. Kakšno vprašanje bi pa Jureta mogoče na koncu prosil za en tak tvoj pogled na zdaj po zaključku teh primerov iz prakse, morda tudi kakšno besedo o umetni inteligenci, ki je bila večkrat omenjena oziroma ne samo omenjena, tudi uporabljena, ne. Torej, mogoče iz tega, kar je bilo vprašanje Aljoša zate, ki si bil prvi predavatelj. Samo trenutek, a smo si zdaj vsi, a smo vsi na odru. Torej, malo širši pogled mogoče na Power BI pa na povezovanje z sistemi, ne. Bilo je nekaj vprašanj glede ročnosti povezovanja določenih podatkov, ne. Kaj bi rekel o tem, ne, o avtomatizaciji tega, pa morda, a je naslednji korak tudi z uporabo neke umetne inteligence pri tem? Aljoša, izvoli. Ok, zdaj pa štima. Nenad, se opravičujem, zdaj sem se ukvarjal s tem, da sem bil unmuten. Se pravi, vprašanje je na tematiko povezave umetne inteligence s Power BI-jem, drži? Malo to pa malo kot je bilo vprašanje, ne, avtomatizacija ročno, tako, ne. Se pravi, sem se trudil, da sem dal tudi odgovore notri, tako da je bolj poglobljeno tudi tam. Sicer to, kar je bilo prikazano na demotu, je ročni vnos, se pravi, nekdo je nekaj novega izvedel, ne boš tega dal v umetno inteligenco, imaš potrjeno prodajo za napoved. To, kar je pa osnova, se pravi letni plan, je pa lahko generiran. Seveda, na podlagi preteklih let, na podlagi določenih parametrov, kar lahko dam še en primer, tukaj je, ne, da za določena podjetja pripravljamo tudi napoved optimizacije proizvodnih linij, se pravi s čiščenjem odsotnosti OE-jem dosedanjim, kako linijo optimalno obremeniti, zato da je čim manj zastojev, ampak to je spet, to je uvodno, to je napoved, kako bi bilo fajn, da je, potem je pa user input nekaj, česar pač program ni vedel. Ta zanka si mislim, da jo je že tudi gospod Stevančev omenil v enem izmed svojih odgovorov, da ti uporabniku dovoliš, da ima tudi nek input od tistega, kar je prišlo, je zelo pomembno, zato da se model razvija. Tako da se ga da, ni del Power BI-ja, je pa v ozadju v procesu transformacije podatkov. Power BI je tukaj samo prikazni del. Ok, hvala, Aljoša. Domen, eno vprašanje je bilo zate v zvezi z GDPR-om, na katerega si tudi že odgovoril, ampak mogoče kakšno besedo malo širše o tem, kako vidiš te morda koristi uporabe tega povezovanja podatkov iz proizvodnje v podobne namene, kot si zdaj pokazal tega na primeru delavcev in možnega nagrajevanja. Zdaj, mogoče v GDPR je tisti del, to so pa stvari, ki se dogajajo, držimo se, ko sem rekel, teh regulativ. Vse zato, da pač nek proces poteka, pa da je stvar poštena. Zdaj pa mogoče še okrog tega povezovanja, kje smo do tega prišli. V bistvu v podjetjih je vedno to, da podatkov je ogromno, ampak ko nek direktor, pa nek vodja želi vedeti, da mu proizvodnja koristno deluje, pa zato rabi nekaj časa. Mi smo dejansko res iskali vedno tudi s to agregacijo skozi ta BI, pa to, da dejansko pripeljemo podatke do vodja, zdaj pa proizvodnja dela, ok, se pravi, vse je zeleno, vse štima. In samo tam, kjer se pač nekaj pojavi, dejansko posveti neka rumena ali pa rdeča luč. Se pravi, ta transformacija čisto podatkov iz strojev, podatkov iz normativov, vsega transformirana v neko prijazno obliko za odločevalce, to nam je skozi ta glavni fokus. Tako sem rekel, zdaj pa na veliko še dodajamo ta del zraven kompetenc pa tega, kar se je pokazalo, da že kar nekaj planiranja imamo na tak način, da je kompetenca enako kot pa neka kapaciteta, ki se upošteva pri proizvodnem planu. Vse te stvari združimo, pripeljemo, pokažemo in potem se lahko odloča. Ok. Hvala. To področje kompetenc digitalnih v tem primeru je zelo pomembno področje, marsikje
v marsikaterem podjetju se pravzaprav s tem ne ukvarjajo, kaj dosti ne ugotavljajo potrebne kompetence danes in jutri, ne, tudi za bodoče zaposlene. Je to zelo pomembno področje. Vanja, eno vprašanje je bilo tebi namenjeno, ne, ti si govoril o digitalnih dvojčkih, tudi zelo aktualna, kaj ne rečem, koncept tehnologija, kjer tehnologije uporabljate pri teh digitalnih dvojčkih? Je to vse vaš lasten razvoj ali uporabljate kakšna orodja? V bistvu je tukaj to, da glavnina je naš lasten razvoj, lahko pač pri tem konkretnem primeru, ki sem ga predstavljal, je to del v bistvu naše MES rešitve, a ne. Tako da pač v neki konkretnem primeru smo pač to tako naredili, ampak tudi ene komponente so pa pač tudi standardne, pač kar smo lahko na trgu na nek način dobili, nismo šli razvijati sami, a ne. Tako da gre za nek skupek, ki je pa zavit pač v našo platformo, pa, ne. Tako da, pa tudi tukaj je zdaj še v bistvu ta razvoj se je s tem šele dobro začel tudi pri nas, a ne. Tako da tukaj nas v prihodnosti precej aktivnosti čaka. Precej priložnosti tudi, ne. Mogoče bi te to še vprašal, no, ti si imel več primerov iz prakse, kakšni so ROI, ki jih morda ugotavljate na koncu, ne, investicija, omenil sem mikroinvesticijo za enega od teh primerov, ne. Tako, ja. Kaj pride ven, recimo, po kakšnem času, no, kakšen je ROI? ROI, če govorimo o tem, kakšni so bili po dosedanjih izkušnjah, a ne, govorimo o tem, da se investicije povrnejo bistveno prej, kot če se celi sistemi, a ne, cele rešitve vpeljujejo, to pa pomeni, da smo pri mesecu do 3, a ne. Pač pri teh enostavnih primerih, a ne. Ja. Čim je zadeva pač bolj kompleksna, malo drugače, ne. Ja, se pravi, v mesecu 3, kasneje pa samo še plus, ne, v večjih investicijah malo daljši čas, ampak te čase niso predolgi, ne, tipično pri teh. Ne. Ključno je to, da se naslonimo na podatke, ki se že nekje zbirajo, ne. Če je to na voljo, pol je lahko tak ROI, ne. Se pravi, če se podatki že zajemajo, samo uporabljajo se še ne čisto tako, ne. Ja, no, v redu, to so pa naslednji koraki, hvala. Vanja, Stevanče, to je vprašanje glede uporabe nestrukturiranih podatkov, pa saj si že tudi odgovoril precej na to, ne, pa mogoče malo širši odgovor v smislu uporabe nestrukturiranih podatkov, generativne umetne inteligence, torej problematike generativne umetne inteligence v nekem poslovnem okolju, ne, ker to je tisto, kar pravzaprav prinaša res poslovno korist, če ga lahko uporabimo znotraj poslovnega okolja, ni da hkrati podatki ne grejo v svet, seveda, ne, ker so tipično poslovna skrivnost. Kaj o tem, Stevanče? Tako, jaz bom najprej povzel vprašanja, ki so bila zastavljena zame, so bili bolj tehnične narave, ne. Potem se bom dotaknil tega vašega vprašanja in bom mogoče podal še kakšna popotnica za naprej. Se pravi, vprašanja so bili, kateri model smo ga uporabili, je veliki jezikovni model, to smo uporabili OpenAI model GPT-4o, zaradi tega, ker sem na začetku omenil, da so pogodbe že odprto dostopne in seveda to je nekaj, kar najboljše obstaja na trgu in tu v tem primeru, čeprav imamo tudi rešitev za on-premise LLM-ops, ne, se pravi on-premise postavitev na lastne dokumenti, da ne bojo šli podatke ven. V tem primeru, konkretnem pilotu, smo se odločili, da uporabimo zunajne ponudnike large language modelov. Drugo vprašanje je bilo, kateri odstotek napak smo imeli pri strukturiranju podatkov, če smo ga uspeli meriti, kako smo se lotili reševanja tega, ne. Seveda, težava pri algoritmih generativne umetne inteligence seveda je to, da so aproksimativni, ne, da nikoli ne smemo računati, da odgovor, ki ga dajo, je 100% dejstvo, ne. Zato smo v tem primeru v bistvu peljali, mislim, dajemo možnost na uporabnik, da to pregleda, potrdi tam, kar je stopnja halucinacije večja, se pravi, obstajajo metrike, kako lahko preveriš odgovor, če je
deloma siguren v svojim odgovorom ali tega da aproksimativno, ne, in te odgovore, če so točni, potrditev, da so točni, ko po potrditvi strani človeka uporabnika, to postane dejstvo, fakta, ne. Potem pa tisti, ki niso točni, se lahko v bistvu povratna informacija zajame, tako kot je gospod Aljoša omenil preko Write-backa, preko samega Power BI-ja, da popravi to točno vrednost, ne, tam, kjer je recimo označena z rdečo, da je preveri, ne. In namesto, da bi šel gledati vse podatke, bi šel gledati samo tiste, ki v bistvu so verjetno napačni ali netočni, ali pa nesmiselni, ali pa ni v skladu s tistimi pravilami, ki na začetku v konfiguracijsko matrico so bili omenjeni. Na tem pilotu smo dosegli natančnost med 88–90%, ne, in tukaj v bistvu vidimo, to smo dosegli zaradi tega, ker smo se lotili na način, kot sem ga že obrazložil, s tisto konfiguracijsko matriko, da zajamemo čim več informacij o samih entitet strani uporabnikov, in tako, izboljšanje pa z zajemom te povratne informacije in ta informacija povratna strani uporabnika, da jo dajemo v rekalibraciji obstoječega modela, da bi bil pri vsakem naslednjem poskusu čim bolj natančen. Veliko je poslovnih primerov, v kateri vidimo ta strukturizacija podatkov, da je možna. Ena izmed je uparjevanje šifrantov, če imamo recimo dobavnice, naročilnice pri kakršnemkoli podjetju, ne, lahko dobimo naročilnico z, ne vem, ID-je, ki so identifikatorji artiklov, ki so na strani recimo dobavitelja, pa na strani v bistvu naročnika, in potem na podlagi semantično podobnost opisa teh artiklov lahko uparimo te šifrante in hitro pripravimo potem ponudbo ali pa nekaj podobnega. To je en drug primer. Drug primer je še dodatno, recimo lahko podpremo procese upravljanja z denarnim tokom. Iz teh pogodb se točno vidi za vsak tip storitev, kateri so mejniki, in kateri procent vrednost pogodbe iz teh mejnikov je v bistvu določen za ta mejnik. Če imamo mi recimo pogodba, ki ima vrednost 100.000 evrov, je dvoletna pogodba, lahko vidimo, da je ta porazdeljena na 4 mejniki v sklopu teh 2 letih in točno vidimo, kdaj je pričakovan datum fakturiranja, ne. In s tem, če imamo ogromno enih dokumentov, pogodb, recimo zlasti v državni upravi, lahko v bistvu Ministrstvo za finance ali nekdo, ki to plača, pogleda, kdaj si lahko načrtuje proračun za realizacijo oziroma za v bistvu obveznosti, ki jih ima na odprtih pogodbah. Tako da, evo, to sem na hitro probal nakazati, kaj se vse da s pomočjo tega semantične sposobnosti velikih jezikovnih modelov v strukturizaciji podatkov. Ja, hvala lepa. Stevanče, res veliko priložnosti na tem področju. Zdaj pa še, Mitja, še tole vprašanje, kot je že tukaj noter malo bolj poslovno, zmanjševanje zalog, povečevanje zalog, vpliv na prodajo, včasih je bilo alfa in omega just in time, kako bi odgovoril na to vprašanje tukaj? Ja, to je en del tudi čistega začetka zgodbe, namreč ko so poskušali najprej optimizirati ta naročila, so začeli z enim zelo preprostim modelom, ki je bil mnogo preveč preprost. In se jim je zgodilo, da jim je zaloga padla zelo kritično, torej da so imeli zalogo recimo 3-krat manjšo, kot pa imajo neko povprečno zalogo, in so ugotovili, da je to pa res grozna stvar, ker se jim povečajo tista naročila, ki so mnogo dražja, torej sicer so dobavni roki hitrejši, ampak so pa naročila mnogo dražja. In zaradi tega smo mi tudi cel čas pri razvoju upoštevali več kot samo en fail safe, torej da ne pademo pod neke minimalne zaloge, da stalno preverjamo, kolikšen je procent zgrešenih naročil, torej napram prodaje, koliko smo mi zadeli, koliko nismo zadeli, in ves čas uravnavamo, se pravi, parametre v modelu, zato da lahko držimo čim točnejšo zalogo, ki pa zopet ni prevelika, ker skladišče je omejene velikosti, podjetje raste, odpira nove poslovalnice, kar pomeni, da tudi vedno več stekel potrebujejo,
in ne morejo jih pa vedno več naročevati pa skladiščiti, ker enostavno ni še prostora za toliko stekel. Tako da ja, smo tudi s tem se precej ukvarjali, kako zagotoviti, da ne zmanjkuje stekel, se pravi, da je artiklov dovolj. Ja, hvala lepa za vse odgovore. Mogoče bi Jureta povabil mogoče za eno piko na i tega pogovora oziroma spletnega seminarja. Meni je recimo zanimiv po eni strani, tako če se primerjamo z drugimi državami v Evropi, ne, smo po uporabi podatkov ali pa po analitiki podatkov med najslabšimi v Evropi, lani smo bili celo ta zadnji. Me zelo preseneča to, ne. Po drugi strani smo pa po uporabi umetne inteligence, ne, pa ravno nasprotno, ne najboljši, ampak med vodilnimi, ne. En tak razkorak, kjer oba temeljita na podatkih in na tem, kar si Jure razlagal, ne. Izvoli, kakšno piko na i, no. Hvala še enkrat za besedo. Mogoče, če povzamem od tistega mojega začetnega dela, ne, ko sem govoril o podatkih, ne, podatkov je dovolj, ne. In zdaj je bilo večkrat izpostavljeno, ne, da ključni so kakovostni podatki, mislim, da je bil to tudi komentar prej na začetku, ne, se pravi točni, popolni, konsistentni in tako dalje, ne. Mislim, da tukaj, tako kot vedno, je treba gledati z vidika neke specifike situacije, tako velikosti podjetja, panoge in tako dalje, koliko zrelo je podjetje pri razumevanju teh podatkov in pri njihovi obdelavi. Na kaj ciljamo, ne? Zelo lepi primeri so bili predstavljeni, ne, recimo uporaba AI-ja, ne vem, za samo pripravo, čiščenje, izboljšanje podatkov, ne, tako z vidika neke, ne vem, semantične standardizacije, tako z vidika nekega recimo data cleansing oziroma čiščenja in tako dalje, ne. In tukaj se mi zdi, vsaj kar jaz zaznam, ne, iz prakse, imajo podjetja običajno največji problem, ne. Mogoče je manjši problem definirati cilje, mogoče je manjši problem definirati metrike, mogoče je manjši izziv, no, ne samo problem, definirati, kaj s tem sploh, kaj recimo neko podatkovno analitiko želimo doseči, in je v resnici največji izziv, ne, kako zagotoviti kakovostne podatke. Tako da imam občutek, da tukaj je nekako največ priložnosti, ne, za uporabo umetne inteligence. To, kako se pa Slovenija primerja zdaj, jaz ne vem, na katero raziskavo točno imate vi v mislih, jaz sem recimo prebral tudi, da je nekje 40% podjetij anketiranih, to je bila raziskava delana na ZDA, ne, že opušča umetno inteligenco, ne, in potem so jih vprašali, zakaj, ne, so bili v bistvu odgovori predvsem z vidika nekih LLM-jev, v smislu chatbotov in podobnega, ne. Tako da tle je treba biti majčkeno bolj precizen, no, pri definiranju zdaj, kaj umetna inteligenca je, pa kaj pravzaprav anketiranci smatrajo kot umetno inteligenco, ne. Ker se mi zdi tam nekje vem, recimo od jeseni 2022 se mi zdi, no, takrat, ko je bil pač prvi ta LLM boom, ne, je ta antropomorfizacija LLM-jev, ne, doživela en tak boom, en tak buzzword se je zgodil, ker se zdaj pravzaprav, tovrstno orodje z nami pogovarja v naravnem jeziku, ne. In marsikatero podjetje je takrat reklo, okej, ne, gremo zdaj na ta bandwagon, ne, začnimo uporabljati, pa so potem hitro ugotovili, da to ni samo to, da boš naredil nek svoj jezikovni model, pa ga recimo implementiral v določen del procesov svojega poslovanja. Tako da jaz mislim, da to zdaj, v katerih trgih je več ali manj uporabe, je tako zelo površinsko ocenjeno, je treba majčkeno bolj v globino pogledati, ne, za kakšne namene se recimo različni tipi umetne inteligence uporabljajo, ne. Saj, če gledamo Gartnerjev hype cycle, ne, približno lahko vidimo zdaj, kje to je, ne. Ampak ko nekako meni, kar spremljam osebno, se mi zdi, da se je nekje tam 2022 jeseni to začelo in potem če še enkrat se ponovim, ta antropomorfizacija, ne, LLM-jev je vodila do tega, da je mogoče bilo več poudarka ali pa več govora, ne, o tem, kot pa bi ga bilo drugače, ne. Ok, hvala lepa. Torej, vprašal si me, od kod ti podatki. Tipično spremljamo poročilo o digitalnem desetletju, ki ga Evropska komisija pripravlja enkrat na leto, ravno je prišlo ven novo, no, tako da nimam še vseh podatkov, ampak vem, da v tem novem poročilu je uporaba umetne inteligence porasla, ne, še bolj, no, tako da odstopamo od povprečja Evropske unije.
Je pa znotraj tega seveda ni odgovora na to, ne, kakšni tipi umetne inteligence, ne. Verjetno je en velik segment tega porasta, ne, je uporaba teh generativne umetne inteligence, ampak konec koncev pa tudi te vaši primeri, ne, pa tudi sicer primeri z umetne inteligence v Sloveniji, ki jih poznamo, kažejo na to, da pa znamo uporabljati umetno inteligenco bi rekel, na problemskem, domenskem področju, ne, in ne temeljijo na nekih large language models oziroma te generativne umetne inteligence. Tako da smo dobri povsod, ne, seveda pa splošno velja. Velika podjetja so veliko bolj napredna kot srednja in mala. Tudi ti primeri danes so zanimivi tudi zato, ne, ker ne izhajajo iz nekih velikih podjetij, ampak kažejo na to, da se da zelo koristno z jasnimi poslovnimi učinki umetno inteligenco uporabiti v malih, ali pa rečemo najprej predvsem v srednjih podjetjih, pa seveda v naslednjem koraku takoj v malih podjetjih. Torej, hvala vsem, ki ste aktivno sodelovali na današnjem spletnem seminarju na temo podatkovne analitike. Hvala predvsem udeležencem današnjega spletnega seminarja. Verjamem, da ste dobili koristne informacije, zanimive primere iz prakse in da boste marsikaj tega lahko uporabili v svoji praksi. Tele predstavitve vam bodo udeležencem vam na voljo. Tako da hvala še enkrat, želim vam veliko koristnih izsledkov te konference, lep dan, lep teden še naprej in se vidimo naslednjič. Nasvidenje. Lep pozdrav. Lep dan. Lep pozdrav. Nasvidenje. Ja.